Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Prisluškovanje je spet postalo pomembna politična tema. Tokrat gre za prisluškovalno napravo Ministrstva za obrambo. Predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Anton Anderlič trdi, da je ministrstvo lani kupilo sistem za analizo, delovanje in spremljanje tehničnih sistemov za prenos podatkov in govora v frekvenčnem področju od 800 do 3000 MHz. Uporabna je seveda za prisluškovanje mobilnim telefonom. Dobil sem podatek v javnosti, nek človek se je obrnil name in me vprašal, ali poznam podatek, da je MORS kupil napravo za prisluškovanje, dobesedno tako je rekel, in jaz sem bil začuden, ker v podatkih, ki jih imam, kaj Slovenska vojska oziroma ministrstvo nabavlja, tega podatka ni bilo za leto 2006. Ko sem šel še enkrat pogledati, kaj je Slovenska vojska oziroma celoten sistem kupil v letu 2006, te naprave ni. Po Anderličevem razkritju se je oglasil minister za obrambo Karel Erjavec in napovedal, da bodo zaradi izdaje vojaške skrivnosti ovadili Anderliča, saj naj bi pisni odgovor ministra poslancu glede nakupa naprave za prisluhe nosil oznako zaupnosti. In zakaj ministrstvo za obrambo potrebuje prisluškovalno napravo? Tega ne vem in se teh stvari bojim, da si razlagajo sploh, če gre za različne namene, da si uporabniki, tisti, ki s tem rokujejo, lahko zelo različno predstavljajo in konec koncev lahko pride tudi nehote, da ne bom kaj natolceval, do posega tudi v zasebnost ali nedovoljen poseg tudi v primeru slovenskih državljanov. Ministru za znanost Juretu Zupanu grozi interpelacija zaradi spornega javnega razpisa o sofinanciranju centrov za promocijo znanosti. Kljub temu je vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat prepričan, da je delo ministra kvalitetno. Zavrnil je tudi argumente, da naj bi bil minister zrel za interpelacijo. Posebej, ker je potem, ko je bil opozorjen, da je razpis privilegiral institucije povezane s sedanjo oblastjo, minister razpis razveljavil. Mi obžalujemo, če so bile kakšne, bom rekel, luknje v tej razpisni dokumentaciji, v tem razpisu, kar je izgleda ugotovila zdaj ta revizijska komisija, in pričakujemo, da bo eksaktnejši razpis objavljen čim prej, oziroma kot je minister napovedal, v letošnji jeseni. Združenje Zares ima drugačno mnenje, zato poziva predsednika vlade naj ministra za znanost Jureta Zupana do konca avgusta zamenja. Drugače bodo, kot je povedal Pavel Gantar, začeli pisati interpelacijo. Naštel je tudi očitke, na katerih bo interpelacija temeljila. Da posega avtonomijo univerze, da ni zagotovil sodelovanja s partnerji, čemer bo kolega Ulčar kaj povedal, da nepremišljeno spreminja zakonodajo, da je razvrednotil javno agencijo za tehnološki razvoj, da nima agencije za akreditacijo visokega šolstva, kar je ob ustanavljanju novih univerz izjemno pomembno. Poslali pa so tudi pismo ministru za razvoj Žigi Turku, v katerem ga pozivajo naj se opredeli do spornega razpisa za spodbujanje promocije znanosti. Po Gantarjevem mnenju je sicer sporočilo razpisa jasno. Da ni pomembno, koliko si inovativen, da ni pomembno, koliko si ustvarjalen, ampak da je preprosto pomembno predvsem to, da imaš politične zveze z ministrom ali njegovimi sodelavci. Minister je sicer, če smo prav obveščeni, danes ta razpis razveljavil, kar nas veseli, da je pač to napako priznal, vprašanje pa, če iz te napake ne bojo sledile konsekvence, pogodbe so podpisane, torej bojo lahko tudi iztožljive. Predsedniški kandidat Mitja Fičnik Gaspari je po vzoru Zorana Jankovića odprl svojo predvolilno pisarno. Tja vabi vse, ki imajo zanj kakršnokoli konkretno vprašanje ali morda predlog. O delu pisarne je nekaj besed povedala šefinja volilnega štaba, evropska poslanka Mojca Drčar-Murko. Zdaj, on ne bo stalno tukaj sedel, to je jasno, ker ima pač toliko obveznosti drugih, ampak tu naj bi bil nek red, nek
neka sigurnost, da se nekoga dobi. On pa recimo 1 uro tukaj, 2, 3, kakorkoli že, 1 uro, bomo videli potem tudi kakšno bo zanimanje za to. SNS bo Računskemu sodišču poslala predlog za revizijo poslovanja Rimsko-katoliške cerkve, kar naj bi jim omogočal 25. člen zakona o Računskem sodišču. V SNS so namreč prepričani, da je Rimsko-katoliška cerkev porabnica proračunskih sredstev. Zakaj? Je pojasnila poslanka Barbara Žgajner-Tauš. Republika Slovenija plačuje socialne prispevke verskim uslužbencem. Prvi je bil dohodninski zakon, bom rekla, da so bile sprejete olajšave, oprostitve plačevanja davkov in tako dalje. Potem, pred kratkim smo v parlamentu obravnavali šolsko zakonodajo, zakon o osnovni šoli, zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. Cerkev bo lahko nemoteno ustanavljala osnovne šole, pri čemer jo bo seveda v celoti financirala država. O vremenu nekoliko kasneje, zdaj pa nekaj besed o seksu poleti. Komentar Marlena. Vse se je začelo, ko me je nekega vročega popoldneva brez kančka slabe vesti pri seksu zmotil sam gospod urednik Jani Sever in me povabil k snemanju prispevka za prikupno oddajo Vesti na vesti. Prosil me je, če lahko pripravim kratek prispevek o posteljnih aktivnostih v teh toplih poletnih dneh. Ugodila sem njegovi prošnji in nadaljevala s seksom. In glej ga zlomka, bolj kot sem premišljevala o pogovoru z gospodom Severjem, manj sem se posvečala zadovoljevanju svojih potreb in tako se mi je prvič v življenju zgodilo, da sem seks zaključila brez vrhunca. Prav vroči poletni dnevi pa so ustvarjeni za divje, strastne trenutke v 2 ali 3, kakor komu paše, kajti sredi vročine so naši možgančki že tako izmučeni, da se lahko osredotočijo le na eno samo aktivnost. Na seks. Ni lepšega, kot da smo nekje na morju, kjer se ne obremenjujemo s tem, kdo bo plačal položnice, kdo bo odnesel smeti in pomil posodo. Takrat smo običajno v nastanitvah, kjer je za vse osnovne stvari že poskrbljeno in se lahko enostavno posvetimo odkrivanju in zadovoljevanju telesnih užitkov. Morda so prav zaradi tega poletne, počitniške romance tako lepe, ker se zgodijo brez načrtov in pretiranega naprezanja naših sivih celic. Sicer pa v še tako vročih dneh moramo najprej pomisliti na zaščito, da si morda po opravljeni aktivnosti ne bi preveč razbijali glave zaradi nezaželene nosečnosti, pa čeprav je nataliteta skrb zbujajoča. No, za sam konec pa še en kratek nasvetek. In sicer, kar na licu mesta vaše počitniške destinacije si ubodite kakšnega privatnega, lokalnega turističnega vodiča, ki bo poleg odkrivanja zgodovinskih in gastronomskih užitkov zadovoljil tudi vaše še tako pohotne želje. Verjemite, da vam bo v tistem trenutku to veliko pomenilo, pa čeprav ne bo imelo pretirane zgodovinske vrednosti. Uživajte v poletju. Pa, pa. Slovenija, 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 kulturac. Kaj je to za en tip? Saman? Je to kakšen taliban ali kaj? Bulgar. Ni Bulgar. To so kakšni te, veš, virtualni umetniki, ki se z drekom namažejo ali pa z belo barvo pa za klavir. Kamera. Sam tole bo dober, imam dober občutek. Pejmo. V klubu Gromka sta Saman in Miha Ciglar pripravila koncert, ki sta ga poimenovala Elektrolator Blues. Inštrumenti, s katerimi sta ustvarjala, so bili akustična kitara z ventilatorjem, električna kitara, mešalna miza in človeško telo. Mi smo se lotili pač različnih delov računalnika, ker smo pač bolj low-tech muskontarja, ampak bi vseeno rada bila cool, pa digital age, pa technology. Še vreme? Strela, prosim, udari me zdaj. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.